Drage gledalke, dragi gledalci, pozdravljeni še v enem tretjem polčasu. Tokrat imamo za vas pripravljenih kar nekaj prispevkov. Govorili bomo o celjskih rokometaših, pa nogometaših in tako naprej. V središču današnjega studia pa sprva gostimo Martina Srabotnika in Dušana Kondo, zatem še Damjana Novakoviča. Ostanite v naši družbi. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v tretjem krogu rokometne lige prvakov prišli do prve zmage. V soboto so v dvorani Zlatorog pred približno 3000 gledalci z 31-27 premagali favorizirane Kielce, za katere igrata tudi bivša člana Celja Pivovarne Laško, Blaž Janc in Uroš Zorman. V tretjem krogu najprestižnejšega evropskega klubskega tekmovanja je v Zlatorogu pred 3000 gledalci gostoval redni udeleženec zaključnega turnirja Lige prvakov in evropski prvak iz leta 2016. Prišel je Dejan Bombač, na domače dvorišče pa se je ob Urošu Zormanu vrnil tudi Blaž Janc, ki je Poljake okrepil letos poleti. Poseben dan je bil tudi za družino Dušebajev. Na celjski strani smo videli Danija, na poljski pa njegovega starejšega brata Aleksa in očeta Talanta. Srečanje so bolje začeli Celjani in pri izenačenju na 6 na polovici prvega polčasa z delnim izidom 3:0 ušli na 9:6. V prvem polčasu so pivovarji vodili tudi za 6 zadetkov. Potem, ko so zadnja 2 dosegli Poljaki, pa so polčas dobili Celjani s 16:12. Zadišalo je po presenečenju. Poljski prvak se je v 5. minuti nadaljevanja približal samo na gol zaostanka in celjskim vitezom dihal za ovratnik vse do konca. V 42. minuti je zaradi tretje dvominutne kazni z igrišča moral Borut Mačkovšek, a ob izvrstnem Urbanu Lesjaku naši prvaki vodstva niso izpuščali iz rok. Ko je 2 minuti pred koncem za +4 dvakrat zapored poljsko mrežo zatresel Luka Mitrović, je bilo jasno, da bodo morali Janc, Štrlek, Aginagalde in prijatelji položiti svoje orožja. Zadnji zadetek je za 31:27 in celjsko slavje dosegel mladi Domen Makuc. Urban Lesjak je zbral 11 obramb. 5 golov za Celje sta dosegla Luka Mitrović in Dani Dušebajev. Za Poljake Zorman in Bombač nista zadela. Janc je dosegel 2 zadetka, najuspešnejši je bil s 6 Darko Đukić. Čestitke ekipi Celja, danes so bili pač boljši. Celjski vratar je bil neverjeten, uspešnejši zmolni fant je bil tudi iz oči v oči. Rasla je njegova samozavest, na krilih njegovih neverjetnih obramb pa so Celjani začeli verjeti, da nas lahko premagajo, kar jim je na koncu tudi uspelo. Čestitke Celju še enkrat. Najprej bi enako čestito ekipi Celja za zasluženo zmago. Menim enako, da smo predvsem v prvem polčasu zgrešili preveč 100% strelov. Tu so oni naredili razliko, ki pa smo jo potem skozi celotno tekmo lovili. Jaz mislim, da je bila tu največja razlika, da smo na koncu potem izgubili in še enkrat sigurno smo razočarani in čestitke Celju. Čestitam Kielcu na borbi in što je Branko rekao, to je među najboljim ekipom u Evropi i bore se za titulu svake godine. Imaju jako Čestitke Kielceju za boj. Zavedamo se, da smo igrali z eno najboljših evropskih ekip, ki je eden največjih favoritov za naslov prvaka vsako sezono. Na vsakem igralnem položaju imajo po 2 kakovostna igralca, takšna, ki lahko igrata v katerikoli ekipi na svetu. Še večje čestitke mojim soigralcem, trenerju in gledalcem. Danes smo bili močni v obrambi, na golu, v napadu. Znali smo izkoristiti njihove napake. Tudi mi smo sicer grešili, toda dosti manj od njih. Hvala Bogu, bilo je dovolj za današnjo zmago. Naj še enkrat pohvalim super atmosfero. Upam, da ni bilo zadnjič. V trenutkih, ko se srečanje lomi, nam je tako lažje. Gledalci so nam v veliko pomoč. To pomaže, pogotovo u zadnjim trenutima utakmice, kad se lomi utakmica, tu publika puno ima utiska. Tako da sam vesel, da je atmosfera bila super i da smo pobjedili. Fantje so nekako, bom rekel, skoraj do potankosti upoštevali vse zadeve, ki smo jih nekako pripravili za Kielce in to se nam je obrestovalo. Vsi skupaj smo potegnili ta voz. Moram reči, da proti res eni fantastični ekipi kot je Kielce. Čestitam jim za pravo borbo. Zahvalil bi se navijačem, ki so prišli spodbujati na čelo s Florjani, to lepo ekipo in pa zanimivo igro. Moramo gledati naprej, se osredotočiti naprej, trenirati in probati narediti
še kakšno takšno stvar, kot smo jo danes. Celjani bodo novo presenečenje v Ligi prvakov iskali v dvorani Žorža Carpentierja, kjer jim bo v nedeljo ob 17. nasproti stal francoski Paris Saint-Germain. Slab teden dni za PSG bo doma na vrsti še beloruski Meško Brest. V Ligi Seha pivovarje 17. oktobra v Pančevu najprej čaka srbski podprvak Dinamo, 4 dni kasneje pa v Zlatorog prihaja makedonski Vardar, zmagovalec Lige Seha in Lige prvakov v lanski sezoni. Za člansko žensko rokometno reprezentanco Slovenije sta kvalifikacijski srečanji za uvrstitev na Evropsko prvenstvo, ki ga bo leta 2018 gostila Francija. Na Danskem so varovanke selektorja Uroša Bregarja izgubile z 28 proti 22, v Celju pa so z 28 proti 28 remizirale z izbrano vrsto Češke. Najboljša dekleta, kar jih trenutno premore slovenski rokomet, so se 24. septembra zbrala v ljubljanskih Stožicah. Na vrsti je bil kvalifikacijski ciklus za uvrstitev na Euro, ki ga bo prihodnje leto gostila Francija. Dekleta je najprej čakala pot v deželo Hansa Christiana Andersena, v Farumu je bila naš prvi nasprotnik Danska, prvi favorit naše skupine. Nismo se ustrašili, favoriziranim Skandinavkam smo bili enakovreden tekmec. Orožja smo pri rezultatu 28-22 sicer morali položiti, toda ponosno, s pokončno dvignjeno glavo. Pustili smo zelo dober vtis. Mi smo se najbolje potrudili, kar smo se lahko, no v prvem polčasu so nas malo nadigrali, mislim, smo se kar dobro vrnili, mislim, da smo izvlekli najbolje, kar smo lahko. Ob meni je slovenski selektor Uroš Bregar. Uroš, dajva se najprej vrniti na Dansko. V Farumu smo do dobro spotili favorizirane Danke. Ja, to je res. Prvi polčas je bil zelo dober, ampak kljub temu smo na začetku prvih 15 minut zgrešili veliko lepih priložnosti, tako smo nekako najdel ravnovesje, jih na koncu ujeli. V drugem polčasu pač so pa pokazali njihovo kvaliteto in na koncu mislim, da je rezultat realen. V nedeljo smo dobili obisk iz Češke, ki je imel na svojem računu že zmago proti Islandiji. Dobro smo začeli, bili smo boljši. Čehinje so nam v prvem polčasu z izjemo vodstva s 3-2 ves čas gledale v hrbet. Z delnim rezultatom 5-0 smo v 13. minuti ušli na 10-5. Gostje nikakor niso našli recepta za razigrano Tjašo Stanko in zdelo se je, da ga ni, da ne obstaja. Vse, kar je Tjaša vrgla proti češkim vratom, je šlo v gol. Polčas je končala z 9 zadetki. Pozor, polčas z 9. Miša Marinček je zbrala 7 obramb. Zelo opazna je bila tudi Ana Gros. Toda Čehinje so se v zaključku prvega polčasa povsem približale. Zadetkom Markete Jerabkove so na odmor odšle samo golom zaostanka. Bilo je 15-14. V prvem polčasu v bistvu smo odigrali dobro, smo se gibali v napadu, nismo delali toliko napak, dobro smo realizirali strele. Prvih 20 minut drugega polčasa je bilo slovenskih, zadnjih 10 čeških. Čehinje so našle recept za Tjašo Stanko in Ano Gros. Storili smo preveč napak, ki so jih češka dekleta znala kaznovati. V 41. minuti izenačenje na 21. Nad gladino nas je še vedno držala Miša Marinček. V nadaljevanju smo vse do konca videli češke minute. V gostujočih vratih je blestela Lucy Satrapova, na koncu je zbrala 16 obramb, Miša v naših vratih 5 manj. V 59. minuti izenačenje na 28. Nato pa zadnji napad, ki je pripadel našim dekletom. Po češkem prekršku ga je strelom iz 9 metrov zaključila Ana Gros. Neuspešno konec srečanja, grenak remiz Češko 28-28. Tjaša Stanko je zadela 11-krat, Iveta Lozumova za Češko 7-krat. V drugem polčasu žal smo v bistvu premagali sami sebe, naredili smo preveč napak, v bistvu dali smo jim preveč žog v roko, kar pomeni posledično proti napad in lahki zadetki za Čehinje. Ciljali smo na 2 točke, da ostaneta doma, ampak žal se ni dobro izteklo. Potrudili se bomo v obeh naslednjih ciklusih, da se vrnemo nazaj in se uvrstimo na prvenstvo. Tukaj se vidi malo mladost, naredili smo par neumnih izključitev, kar nam je polozel malo krilo v napadu. Je pa res, da pač na tole 5-1 obrambo smo imeli pač probleme, gibanje brez žoge, igra 1-1, tudi v nekih postavitvah, kar smo imeli, se nismo znajdeli.
nam je manjkal kakšen trening na to obrambo, ampak na koncu, glede na to, da je Češka drug polčas narekovala tempa, da so bili pred nami, smo lahko zadovoljni, da smo jih ujedli, na koncu pa zmanjkalo malo športne sreče za zmago. Selektorjevo oko je seglo tudi na deželo. Vabilo na tokratni reprezentančni zbor je poslal tudi novopečeni mesninki Lari Hrnčič. Lara je na tekmi s Češko dobila priložnost v obrambi. Ja, jaz sem zadovoljna, mogoče tam ena napaka, ko se je naredila v obrambi, ampak tako je pač v rokometu. Kvalifikacije se nadaljujejo prihodnje leto. Obe tekme z Islandijo, Češka v gosteh in Danska doma. Na Euro vodita prvi 2 mesti. Tukaj se tudi išče najboljši tretji, lahko tudi enkrat z Islandijo izgubimo, pa premagamo Češko in Dansko in smo kot najboljši tretji uvrstimo naprej. Decembra je v Nemčiji na sporedu svetovno prvenstvo, na katerega so se preko Hrvaške uvrstila tudi naša dekleta. Varovanke selektorja Uroša Bregarja bodo igrale v skupini A. Moči bodo v trierju merile s Francijo, Španijo, Romunijo, Paragvajem in Angolo. V 11. krogu nogometnega državnega prvenstva so nogometaši velenjskega Rudarja s 3-0 slavili na gostovanju pri Ankaranu. Celjani so se na domačem igrišču z Domžalami rešili z rezultatom 1-1. To je bil že 4. zaporedni remi Celjanov, ki so z 12 osvojenimi točkami trenutno na 7. mestu prvenstvene lestvice. Oba gola sta na stadionu z Dežele padla v prvem polčasu. Celjane je v vodstvo popeljal Filip Dangubič. Za Domžale pa je bil uspešen Zenih Osmani. Na koncu koncev čestitke fantom moji nasprotni ekipi. Jaz mislim, da je bilo neko dinamično srečanje, zelo veliko neke borbe na igrišču, sigurno želja na maksimalnem nivoju z obeh strani. Mi smo vedeli, kam smo prišli, vemo, za kako kvaliteto je, kakšna je kvaliteta na drugi strani, kako težko prejemajo gole. Nekako nam taktični načrt v samem začetku ni uspel, da nekako smo poskušali več iz protinapadov in potem nas je ta gol nekako prisilil v takojšnjo, menjavo v svoj star sistem, kar pomeni, da smo poskušali nekako s kontinuiranim napadom prihajati v neki situaciji. Smo si pripravili, nekaj situacij. Je dejstvo, da, tako sem napovedoval v tem mesecu, je prišlo do situacije, kjer moramo stvari postaviti na novo, kjer veliko rotiramo, kjer, se iščemo, vnesel se tak, malce nemira, ampak mislim, da je zdaj te 14 dni ravno v pravem času, da zadevo stabiliziramo, da se vrne samozavest in da, ko se bo izboljšala realizacija, potem tudi vem, da bomo mi pravi na igrišču. Strinjal bi se s kolegom, da smo mogoče gledali želje fantom, sigurno z obeh strani ne moramo očitati. Obe ekipe sta prikazale to, kar se je od njih pričakovalo, ampak sam sem tudi malo zraven trpel, ker je manjkalo malo, bi rekel, tudi umirjenosti in tako naprej. Veliko kartonov smo dobili za relativno mirno srečanje, tako da me to malo nekako iz tira spravili ven, ampak fantom nimam kaj očitati, je pa tele neodločeni rezultati, ne vem, če bi mi kdo rekel, da je to možno, ajde, dajmo reči, ne vem sploh, kako bi se počutil, ali bi bil zadovoljen ali ne. Sigurno je pa za nami serija tekem z zahtevnimi nasprotniki in fantje so pokazali neko kvaliteto, sam si pa želim tudi nekaj umirjenosti v zaključkih napadov. Danes nekako obžalujem tiste, mogoče ni bilo veliko priložnosti na tekmi in tisto, kar je, bi si želel na koncu, da bi izkoristili, ampak kaj ne rečem, na koncu je verjetno rezultat kar realen. Trener Domžalčanov, sicer nekdanji trener Celja Simon Rožman, je bil v preteklih tednih na udaru kritik po porazih, ki jih je doživel z ekipo. V bran mu je stopil tudi celjski trener. Mi imamo celo vrsto mladih trenerjev, ki so zelo dobri in da jih ne bom našteval. Jaz jih vidim kar nekaj takih. Tako da mislim, da na koncu se tudi naš nogomet igra dokaj dobro in da moramo ustrajati na tem, da je veliko dinamike, da je veliko borbe in kvaliteta bo pa tudi s tem prišla. Za mojo ekipo lahko rečem, da me malo moti, da smo v nekem fizičnem stanju takem, da nam zmanjkuje moči na koncu in tako naprej.
sigurno pa fantje se morajo zavedati, da je danes ves moderen nogomet, veliko teka in seveda tudi malo umirjenosti, kako sva si rekla. Tudi danes, če bi bili z obeh strani malo bolj, bi rekel, umirjeni, da bi verjetno tudi kakšen gol več padel. No, tako. A sem kaj povedal? Sem, no? Celjsko moštvo pa bo med reprezentančnim premorom poizkusilo formo še dodatno dvigniti. Sigurno imamo kriterij, imamo jasen cilj pred sabo, kam bi radi prišli in nas zanima mednarodni nivo, tako bi rekel. In te tekme, vse, ki smo jih tudi danes, ne vem, mogoče ste vi drugače videli, ampak to je bila zame borba, fajt, mogoče je manjkalo malo lepote zraven, ampak ne vem, se pravim, z pristopom fantov sem zadovoljen in tako si tudi predstavljam, da bojo gledalci prišli po tekmi, da imajo neke emocije do te tekme, saj na sodnika so jezni ali na nekoga drugega, da ne grejo ravnodušni s tekme. No? In ta tekma danes se mi zdi, da je bila taka. No? In tudi vse naše do zdaj, tako da si želim, da nadaljujemo s tem tempom, pa da mogoče tudi kakšno tekmo zmagamo v kratkem. Za rumeno-modrimi so zahtevne tekme. Proti Mariboru, Olimpiji, Domžalam. Pozitiven niz pa še vedno traja. To je bilo najlažje, kar nam je bilo do zdaj, ker niti proti Domžalam ni neuspeh, da si točko vzel, niti proti Olimpiji, niti proti Krškem, ki je bil tretji na lestvici, ki smo z njimi igrali, niti proti Mariboru. To so bile najlažje tekme, jaz sem to kot trener vedel. Ne vem pa, če se fanti zavedajo, da pa zdaj pridejo nasprotniki, ki so nam, bi rekel, enakovredni, ki imajo iste probleme kot mi in zdaj se bo ta pravi karakter pokazal in to fantje tudi vejo. Tako da upam, da bojo tako nadaljevali in seveda bomo mogli tudi zmagovati začeti. Prvenstvo se bo s tekmami 12. kroga nadaljevalo prihodnji konec tedna. Košarkarice Cinkarne Celje so sezono B-Travel v ABA lige odprle z visoko zmago proti hrvaškemu predstavniku Ragusi iz Dubrovnika. V dvorani gimnazije Celje Center so slavile s kar 99 proti 41 in tako na najboljši možen način začele novo tekmovalno sezono. Celjanke so prikazale zelo dobro predstavo, pa četudi so bile nasprotnice iz Dubrovnika precej slabši nasprotnik. Gostiteljice so trojke zadevale 50%, skupno so jih zadele 13. Čestital bi svojim igralkam na zasluženi zmagi. Nismo pričakovali ravno toliko visoko zmago, pa vendarle mislim, da je bilo zasluženo, da smo prikazali všečo košarko. Zahvalil bi se publiki na velikem številu, na spodbujanju in na nam je, da poskušamo iz tekme v tekmo formo dvigovati in najti tisto pravo igro, ki nam ustreza. Prva streljka tekme je bila v dresu celjske Cinkarne Iva Slonšak, ki je dosegla 16 točk. Celjanke so sezono torej uspešno odprle, ko je pred 200 gledalci padla Ragusa. Težko je govoriti o ekipi Raguze. Ta ekipa Raguze je osvojila 3. mesto lani v hrvaškem prvenstvu. Sigurno tudi oni niso pričakovali tako močnega nasprotnika, pa vendarle mi se ne smemo na to ozirati, gledati na sebe in iz tekmo v tekmo rasti, kolikor se da. Celjske košarkarice sicer v začetku sezone niso popolne, manjka najmočnejši člen. Imamo poškodovano Američanko Čidom, v tem trenutku še ne vemo, kdaj se bo vrnila, upamo, da se v roku enega meseca vrne, tako da druga dekleta so zdrava. Tako da to je to. Prihodnji teden Cinkarno Celje čaka zahteven zalogaj. Gostovanje v Bolgariji pri Montani. Ja, zelo težka tekma, težek nasprotnik, dolgo potovanje. Naredili bomo vse, da se dobro pripravimo na njih, da jih poskušamo presenetiti na njihovem terenu. Lansko leto smo bili blizu, vendar nam ni uspelo. V tej sezoni bomo videli, kaj lahko naredimo. Tekma drugega kroga Jadranske lige na sporedu v sredo ob 18:30 po našem času. V nedeljo 1. oktobra je minilo natanko 100 let od rojstva ustanovitelja in prvega predsednika atletskega društva Kladivar Fedorja Gradišnika. Dan predtem so zdajšnji predsednik Celjskega atletskega društva Stane Rozman, predsednik Atletske zveze Slovenije Roman Dobnikar, celjski župan Bojan Šrot ter nekdanja olimpika in Gradišnikova srčna izbranka Marjana Ljubej na celjskem atletskem stadionu odkrili njegovo spominsko ploščo.
V času Gradišnikovega predsednikovanja je celjski atletski klub veljal za najuspešnejši klub v nekdanji skupni državi. V svojih vrstah je imel številne jugoslovanske in slovenske rekorderje. Gradišnik je bil človek, ki je bil kot prvi predsednik, bil je ustanovitelj društva, dolgo leta ga je tudi vodil in tudi najbolj zaslužen, da ima atletsko društvo Kladiver še vedno v svoj čas edini atletski stadion v Jugoslaviji, danes pa ob Mariboru tudi še vedno, da ga imamo. Tukaj na tem mestu so se preselili skoraj natančno pred 70 leti in kot jutri mineva 100 let, se nam je zdela primerna stoletnica, 100 let, odkar se je Fedor rodil, se nam je zdel primeren dogodek, da obeležimo to njegovo resnično enkratno vlogo. Drugače pa on je bil izjemno vsestranski človek, žal je preminil, srce ga je izdalo na poti ravno takrat, ko se je ponovno vrnil. Jaz sem imel to srečo, da sem v zadnjih 6 mesecev njegovega življenja tudi sodeloval z njim, name naredil res že takrat, jaz sem bil takrat še relativno mlad atlet, res v tistem trenutku eden najboljših na Kladiverju, ampak s pogovorih z njim dejansko sem spoznal tudi druge plati atletike, ne samo tisto, ki sem poznal do takrat, se pravi trening, tekme in podobno. Tako da mislim, da je tole res ena skromna dožitev resnično velikemu človeku, no vse zadnje, če bi samo njegov trenerski opus ocenjeval. Imel je v svoji karieri kot trener, imel, mislim, da če sem pravilno štel, 17 olimpijcev. Sobotnega odkritja spominske plošče Fedorja Gradišnika so se udeležili številni njegovi bivši atleti, prijatelji in znanci. Med njimi kar 12 udeležencev olimpijskih iger. Danes sem zelo vesela, da smo se spomnili ob 100-letnici rojstva Fedorja Gradišnika z spominsko ploščo, ki jo bomo odkrili, in bo ta plošča v spomin na vsa dela, ki jih je opravil Fedor Gradišnik v teh 50 letih ali pa 70, lahko rečem, in bo ta spomenik stal večno na štadionu in se bomo vedno spominjali na njegova dela, ki so bila enkratna za tiste čase. Jaz mislim, da to je bil človek, ki je atletiko v Celju naredil. Naredil je atlete, naredil je štadion in še marsikaj drugega v Celju. Njegov doprinos je pa enkraten. Poglejte, kaj je zdaj tukaj, takrat sicer ni bilo tartana, tribuna je bila lesena, ampak atletika je bila pa vrhunska takrat. Fedor Gradišnik je odigral ključno vlogo tudi pri gradnji celjskega štadiona, ki pa ga zdajšnje vodstvo Kladivarja v prihodnjih letih namerava obnoviti. Pogovori tudi potekajo v tej smeri, tako da pričakujemo, da bomo obnovo v letu 2019 ali pa morda v letu 2020, odvisno od uspešnosti kandidiranja sredstev na Fundaciji za šport, bi naj šlo mesto v obnovo. Stadion je, kot veste, Kladivar ga ima v upravljanju, drugače pa last mestna občina Celje. To je ena pomembnejših velikih zelenih površin, ki jih imamo v Celju, in seveda pravilno je, da ta stadion tukaj sredi centra mesta, da ostane tudi temu, kar je bil zgrajen, namenjen atletike. Fedor Gradišnik je prvi Celjan, ki je leta 1965 prejel Bloudkovo nagrado. Umrl je leta 1983 v 66. letu starosti. Takole lepo pozdravljeni še v središču tretjega polčasa. Za začetek bomo govorili o izjemnem uspehu kajak kanu kluba Nivo Celje, namreč na moji desni kot prvi Martin Srabotnik in pa zraven njega Dušan Konda, predsednik in pa tekmovalec, ampak tekmovalec z veliko začetnico, bi lahko dejali, tudi po zadnjem nastopu na prvenstvu v Franciji. Martin Srabotnik, za začetek, vrniti se domov z medaljo z tako velikega prvenstva je verjetno ne nazadnje velika želja, ko pa prideš domov, pa ko se zaveš, kaj si dosegel, pa še toliko večja. Vi ste jo dosegli v ekipni vožnji, kaj reči? Bilo je res dobro. Meni je pač to bilo moje prvo svetovno prvenstvo, tako da sem bil zelo vesel medalje. Sem pa rabo ene par dni, da se je vse, da sem vse dojel, in pa sem imel še posamezno vožnjo čez par dni, tako da sem se še na to osredotočil. In zdaj je res odlično. Na svetovnem prvenstvu so zbrani, kot vedno, tisti najboljši. Ste pod tihem
ciljali na medaljo, ste si mislili v mislih, ja, tokrat pa se da nekaj doseči? Pač tiha želja je vedno, nikoli tekma, kajak je nepredvidljiv, tako da nikoli ne veš, kaj se bo zgodil. Vedno je vsak tek posebej, vsak tek nova tekma, in vsakič po najboljših močeh. Še bomo govorila o Franciji. Dušan Konda, vi niste bili zraven, pa vendarle, kako živčno je bilo, ko ste spremljali preko računalnika? Ja, in preko televizije, finale televizije. Res je, po dolgih letih nisem bil na članskem svetovnem prvenstvu. Martin je prej omenil, sicer Martinu to mu je prvo člansko svetovno prvenstvo. Na mladinskih in U23 je bil že večkrat, ampak člansko je le člansko, tu so najboljši kajakaši. Ja, gledajte, jaz preden se je sploh to vse skupaj začelo v torek z moštvenimi vožnjami, sem jaz pač vedel, da je Martin precej bolan, zelo nahodno s temperaturo, pod antibiotiki, in tisti torek, ko je skupaj s Petrom Kauzerjem in Žanom Jakšetom osvojil kolajno, smo bili presrečni, kajti to je res prva članska svetovna medalja za naš klub v slalomu. Potem sem bil na liniji z njim niti toliko, ker ga nisem hotel obremenjevati, ampak s trenerjem Alešem Kudrom, in najbolj me je zanimalo, kako se bojo pripravili za posamezno, predvsem zato, ker je bolan, kako to stisniti. Sam, če je na moštvu odpariral in je takoj sledil Kauzerja in pa za njim je veslal Jakše, sem rekel, ni hudič, da ne bo tudi tu prišel daleč. In Martin ne samo, da je prišel iz predtekmovanja v polfinale, na moje veliko presenečenje, to sem jaz res potihem upal. Vedel sem, da je on to sposoben, ampak glede na zdravstveno stanje skoraj nisem verjel. Je prišel z odlično vožnjo brez dotika v finale. In pol finalna vožnja, moram tako povedati, ta kajak je čas plus kazenske sekunde. Martin je dal vse od sebe, za mene je bil zmagovalec, že ko je prišel med 10 najboljših na tem svetovnem prvenstvu. On je imel izjemen čas, izjemno vožnjo, imel je 2 rahla dotika in pa eno je vratce, mi rečemo tako malo, saj šverco, v glavnem dali so mu 50, pač ni jih pravilno izpeljal, ampak gledajte, če črto potegnemo, on je imel na koncu drugi najboljši čas za Petrom Kauzerjem, ki je imel pa en dotik, tisti nesrečni dotik so mu dali že, ko je v cilju bil, ko je že slavil zmago, bil bi 3. svetovni prvak in je pol padel na 3. mesto, in Martin je po času, nam to zelo veliko pomeni, po času mi vemo, kje je in kam lahko bodoče sodi. In če je on imel drugi čas na tej težki progi v Poju, kjer so Francozi dobesedno doma, kjer veslajo dan in noč, in vse reprezentance, te močne, Nemci, Angleži, Čehi, to so močne reprezentance, ki so bile več na tem prizorišču kot mi. Pač to je prednost tega, da vodo poznaš, in da je na koncu času finalu Kauzer najhitrejši, Martin Srebotnik drugi, pa te nesrečne kazenske, mislim, jaz sem rekel, več pa ni. Tako da jaz vem, da naš Martin, skozi govorim, v naslednjih letih njegov čas prehaja in pol bomo pa se veselili tudi kakšne posamezne medalje. Jaz sem prepričan, na največjih tekmovanjih. Martin, in tako dober čas, odštejmo tiste dotike, ob tem, da ste bili bolani. Se pravi, kljub temu ste izvlekli iz sebe svoj maksimum, verjetno si nimate kaj očitati. Ne, vsak tek sem res bil utrujen, že na pol proge, kar se ponavadi mi ne dogaja. Tako da pač je bilo pa malo drugače, bilo vse potekalo, malo sem se manj ogreval, več počival, tako da pol v bistvu je bila glava malo bolj spočita, pa je telo bilo utrujen. Tako da vsak tek sem šel v bistvu bolj kot ne na polno, pa na srečo mi je vsak tek kar solidno uspel priti dol. Tako da imel sem pa res velik tekem letos, tako da mi štartati ni bilo glih problem in jaz sem kar zadovoljen. Koliko je bilo samega počivanja oziroma dobesedno ležanja na prvenstvu, ko imaš temperaturo, ko si nahoden, takrat po domače povedano se ti nič ne da. Vi pa ste imeli nenazadnje svetovno prvenstvo, ko moraš vstati iz postelje in pokazati, kar znaš. Ja, predvsem je bilo težko za glavo, ker sem res hotel iti veslati, nekaj delati, ampak me je trener skozi smiril, da ne počivam, da se mi bo sam še poslabšalo stanje, tako da sem ležal, tekmovalci so mi še kuhali, vse, res nič nisem počel tako zanimivega.
in sem sam se osredotočil na vožnje. Se pravi, po drugi strani vam je pa dobro šlo v tistih dneh. V bistvu, ja. Dušan, takšne medalje so za celjski klub pika na i, nagrada celotnemu trudu vas, posameznikov in pa nekakšno oziroma nekakšen dodaten zagon za naprej. Tako kot je Martin, vem, da je dobil dodaten zagon. Lejte, mi smo imeli včeraj tudi en tak klubski skromen sprejem, na katerega sta tudi prišla Peter Kauzer in Žan Jakše, pa pol se malo pogovoriš, dobiš elana. Ne, jaz sem trdno prepričan, gledajte, da Martin ni rekel zadnje besede, to je šele njegov začetek. Ne. Jaz sam upam, da bo ta medalja mal prebudila tudi našega velikega, nebrušenega bisera Simona Brusa. Ne. Morate vedeti, da on je praktično do zadnje tekme v Seotu svetovnega pokala bil v tej ekipi. Kauzer, Srabotnik, Brus, ampak Žan Jakše s tem, ko je šel v finale in ga je upravičeno, je imel boljši rezultat, je pol Žan Jakše veslal tudi za moštvo. Ne. Kaj bi bilo, če bi bilo, ne, lahko bi tudi Simon Brus tam veslal. Tada, glede na to, da je naš Simon, ki je pri mladincih pobral vse in tudi pri članih je bil konec koncev že kot mladinec 7. na svetovnem prvenstvu, ne, in jaz upam, da je tudi njemu ta medalja dala zagon in jaz za drugo leto bi vse naredil, da bi Štajerci bili v reprezentanci Slovenije. Se veste, kaj s tem mislim, kaj sem rekel. Ne. Vsem nam v klubu je dala ta medalja in predvsem videli smo, kje je Martin. Ne. Kje je, in jaz se za Martina sploh ne bojim, ne, ker Martin je garač in trenira 2 ali pa 3 na dan. In je tudi zelo velik feeling, ima za divjo vodo, tako da ga ima tudi Peter Kauzer, to je prirojeno, veste, to se težko nauči. Ne. Eni to imajo, eni nimajo. Ne. In vsi mi, gledajte, nam ni težko se voziti tudi vsak dan v Tacen. Martin je potem, ko je prišel z tega svetovnega prvenstva, ko še Kauzer počiva ta teden, je že predvčerajšnjim v Tacnu veslal. Ne. To vam vse pove. Ne. In jaz vem, ne, da, tako sem že 2 danes rekel, da Martinov čas prihaja, drugo leto so nas nove tekme, svetovno prvenstvo je na olimpijski progi v Rio de Janeiro, evropsko prvenstvo mislim, da je v Pragi, to je blizu, tako da nove tekme, novi izzivi in pa tudi te fantje v klubu, ki so mlajši od Martina, imajo nek vzgled v Simonu, zdaj v Martinu in tudi naš klub je vedno bolj popularen, vedno več mladih prihaja na špico, ne? Da ne začnem zdaj govoriti o tej tako težko željeni novi progi, ki bi, verjamem, da z leti bo prišla, ne? Ampak to je tema mogoče za kdaj drugič. Ne? In tako rosno mlad Martin Srabotnik, kakšne so želje za naprej, zaenkrat po začrtani in željeni poti, predvsem s trdim trudom? Ja, korak za korakom. Pač vsaka sezona je na nov, vedno se treba uvrstiti v ekipo, pa tekma za tekmo. Sploh naslednjo leto bi rad še probo kako medaljo do 23 let, ker sem zadnjo leto. Potem pa vsako tekmo isto kot letos, pač bom probal po svojih najboljših močeh, pa napredovati s tekme v tekmo in graditi za naprej. Dušan, najlepše darilo ob 70. obletnici kluba ste prejeli torej meseca septembra, zagotovo. Absolutno. Ne. Čeprav tisti dan, ko smo pa slavili 70-letnico, pa tudi ni za zanemariti, da je pa na tem državnem prvenstvu odprtem članskem Martin premagal v finalu Kauzerja. Tako da takrat je bil zdrav, pa ga je premagal. Ne. V glavnem, ne, Pero je svetovna klasa, to sploh kapo dol. Ne. In to darilo je najlepše septembra, ampak tudi tista tekma nam je uspela. Bil je prekrasen top, poletni večer na špici, bilo je ogromno gledalcev in to je pač špica je zdaj res prepoznavna. Ne. Jaz skozi trdim, špica je Kaja klub, čeprav mnogi jo poznajo zdaj tudi kot gostilno. Ne. Vse smo, ne, na špici, tako da sam progo še zgradimo, ne, pa kopališče za Celje, pa smo pa tako zmagali. Ne. Pa še kako veliko medaljo naredimo, pa tako. Smo tako, bomo v bok rokometašem in ostalim, judoistom. Tako, Martin, torej najlepše bo takrat, ko bodo dejansko zabrneli vsi stroji in ko bomo videli bagre po Savinji. Ja,
To je največji cilj kluba Dušana, da se res tle naredi nek center, da bi še več bila nova proga, da bi imeli boljše pogoje, več tekem, večje tekme. Upam, da bo to uspel. Bilo bi zelo lepo za Celje, za nas kajakaše. In če bi bilo to, bi bilo res dobro. S tem bi se nagradila vsa preteklost celjskega kluba. Nenazadnje Martin Srabotnik pa Simon Brus in ostali odličniki prihajajo. Potrebujete ne močnejšo, temveč zahtevnejšo progo in nekako bi lahko trenirali v domačem okolju, kar je za vse te mlade kanuiste oziroma kajakaše več kot dobrodošlo verjetno, kajti nekateri starši ne morejo voziti otrok v Tacen in v druge kraje, če pa imaš doma, če imaš vrhunsko progo, potem je to pika na i. Ja, definitivno, predvsem bi verjetno še več otrok veslali, pač več bi se dogajalo na klubu, na Špici in mislim, da bi bilo to zelo dobro za Celje, da bi še pač več otrok se v šport preusmerili. To je, mislim, kar lepo življenje. No in prav vi ter Simon Brus in ostali zaenkrat skrbite za še večjo popularnost tega športa. Ja, upam, da ja, pač kar lahko vse naredim, da bi še več otrok prišli na klub veslati, ampak tudi sem veliko odsoten na žalost, da se ne morem aktivno ukvarjati z njimi, ampak kadar lahko pa pomagam. Dušan, 2020 še drži, bi šlo skozi? Tudi 2022 je zelo podpišem ta trenutek, če bi šlo, ker 2020 je čez 3 leta, to bo malo težko. Jaz srčno upam, da moram reči takole, da idejni projekt se ravno končuje, to jaz sem ga že videl, to bi bilo prekrasno, to je ta hidravlični jez, malo nad Špico, ki nobenega poplavno ne ogroža, ni tako zelo visok, tam 2,20 metra, 2,5 metra, nad jezom en bazen, en tak zalivček, ki je ogrevanje za kajak in pol proga, gor malo višji pa še en zalivček, ki je plaža za Celje, plus most, ki gre direkt na Petriček. Dol pa prava kajakaška proga, ki bi bila dolga 230 metrov in bi imela nekje 4,5 do 5 metrov višinske razlike. Razvojni center Celje skupaj s firmo Hidrosvet to projektira, zdaj zaenkrat idejni projekt, verjamem, da bo v naslednjem letu izdelan pravi projekt, da bo občina vse ima velik posluh, jaz verjamem, da se bo tudi struktura finančna uredila, da se še vedno nekaj potegne ali pa večji del z evropskih sredstev. To bi bila dejansko velika pridobitev za Celje, ne samo za nas kajakaše, za turizem. To bi bilo, ne vem, to bi bil tak objekt, ki se lahko kosa z nogometnim stadionom ali pa dvorano Zlatorog. Konec koncev, lejte, tudi v tej knjigi, ki sem jo jaz tako malo za hec lani odprl, imamo že krepko čez 10,000 podpisov podpore, to so v glavnem Celjani, ki pridejo na Špico, to ni nikjer pred nobenim shopping centrom, pa da zbiramo podpise. Vem, da te podpisi nimajo nobene zakonske teže, je to neka moralna podpora, ampak jaz vidim voljo Celja. Jaz sem tam na Špici vsak dan cele dneve in vidim, da si Celje to želi in vidim tudi, da je na občini Celje posluh, kajti mi, kajakaši, sami ne moramo to narediti. To so milijoni evrov, to lahko občina Celje naredi in jaz verjamem, da bo čez 5 let ostal, pa lahko imamo tudi svetovna prvenstva v Celju. Vsi ti naši fantje se ne bojo dnevno ali pa vsake 2 dni vozili v Tacen, tako kot se zdaj Martin, Simon in prva ekipa, in to bi bil poleg te ene najlepših čolnarn, kar jih je na svetu, bi bil to pravi kajakaški center in jaz to verjamem, da ne 2020 bo malo prehiter, ampak kako leto zatem bo pa to stalo. Jaz sem to trdno prepričan. No, takrat, nekje 2022, bi bila Simon Brus in Martin Srabotnik že v tistih pravih zrelih letih. V najboljših letih. Najboljše leta za kajak so plus minus 30. Peter Kauzer je star 34, največja legenda tega športa, še aktivna, ali pa mogoče tudi vseh časov, Mihael Martikan, ki ima že čez 20 velikih medalj, ki je bil leta 96 olimpijski prvak, ki je star zdaj dobrih 38 let, pa še ne misli nehati. In tudi zdaj v Franciji je vzel medaljo v kanuju, kjer je slavil naš Benjamin Savšek, poklon Benjo, drugi Slavkovski, tretji Martikan, to so vrhunski kanuisti.
In se pravi, v tem športu šele prav dozoriš, ko si star tam okoli 30, tako da naš Martin je rosno mlad. Se pravi, Martin, tam nekje do 40. se da. Da se, če je volja, sem pač tako za sebe. Najprej je treba uživati v tem športu, še naprej pa poškodbe se tudi, ampak mislim, da koliko si kdo zastavi, kakšni so cilji, ampak da se. Kakšno je samo usklajevanje treningov, je kaj prostega časa oziroma kako izgleda vaš dan? Ja, v bistvu čez zimo imam malenkost več časa, ampak se tudi vozim v Ljubljano, kar me vzame cel dopoldne. Potem še kak trening na suhem in se hitro dan zapolni. Poleti pa zelo malo časa preživim doma, ker večina smo tako na tekmah. Letos sem bil doma po par dni skupaj, drugače pa sem skoraj vsak vikend nekje tekmoval. Tako da veliko časa prostega nimam. Se pravi, imajo verjetno vaši domači doma na kakšni steni vašo sliko, da vas vsak dan vidijo, če vas že ni tako dolgo doma? Ja, včasih se kar ne vidimo par tednov, ampak je pa pol toliko boljše, ko pridem domov. Cilji za prihodnost verjetno predvsem brez poškodb in pa pridno trenirati še naprej. Ja, naprej brez poškodb, da imam še naprej motivacijo trenirati, potem pa mislim, da rezultati sami pridejo, če se s trudom pa z vsem gradi naprej. Tako. Dušan, zdaj malce zatišja, po novem letu pa bo spet potrebno biti zraven, začenja se zares. Absolutno, niti ni zatišja pri nas nikoli. To je, eni bi rekli, to se je malo polet vesla, ne. Če se gre zares, tako kot se mi gremo, je tudi zelo v redu, zdaj se bo Martin par dni spočil, čez teden dni, 2 tedna bazični treningi, pol gremo malo na morje, tu blizu v Istro, tudi malo na mirno vodo, da je pozimi probamo, pol načrtujemo, ali bo šel Martin. Zdaj, opcija Avstralija, Združeni arabski emirati ali pa, kako se že reče, Reunion, to je blizu Mauritiusa, kjer so na enem otoku vulkanskem Francozi zgradili odlično progo. Morate vedeti, da v tem športu, v kajaku, v slalomu, ti moraš biti mesec, 2 pozimi, tiste res priprave, tam po novem letu moraš biti v toplih krajih in tam trenirati na polno, če hočeš sploh ta svetovni vrh biti zraven, ne? Ker tu v tem športu, jaz sem prej mogoče pozabil povedati, tukaj je, verjamete mi, 15-20 kajakašov, ki so sposobni priti na stopničke ali pa celo zmagati. A je tako? Ja. Irži Prskovec, recimo aktualni bivši svetovni prvak, medalje z olimpijskih iger, verjetno najboljši Čeh, on v tej veliki konkurenci, on je bil 16. zelo pojev. Z enim dotikom pa ni prišel v finale. Pa je svetovna klasa. Ne? In hočem reči, ta vrh v slalomu je zelo širok. Ne? Odkar je slalom olimpijski šport, spust pa ni. Zdaj, jaz sem bil spustaš, mi smo v Celju veslali spust, ne? Ker drugih pogojev nismo imeli. Zdaj pač imajo pogoje v Celju, nimajo za slalom vrhunski, sam jih vozimo v Tacen vsak dan. Ne? In hočem reči, da v tem športu je slalom res zelo močno šel nad spust. Ne? Spust ni olimpijska disciplina, žal, to je velika krivica narejena spustu, slalom pa je. Zato je v slalomu priti v finale svetovnega prvenstva izjemno uspeh. Vzeti medaljo pa tak zelo velik uspeh. Tako da ne bom predolg, v glavnem, skozi imamo kakšne načrte in delati je treba zdajle jesen, da bomo drug let na izbirnih najboljši, da bo čim več Celjanov v reprezentanci Slovenije in mladinski in članski in da pol lahko velike medalje se na svetovnih prvenstvih skujajo. Ker če bi na svetovnem prvenstvu pojo veslali 4, potem bi Simon Brus tudi veslal. Ne? Ampak ne, samo 3 so. Taka so merila, 3 Francozi, 3 Angleži, Nemci, Čehi. Vsi najboljši samo 3. Žal samo 3 in tu not moraš biti zdrav. Ne? Zato pa moraš imeti tako voljo, ko ima Martin, tako, ko ima Peter Kauzer in zato pa si lahko na vrh. Se pravi, prihodnje Brus, Srebotnik, Kauzer. To je moja tiha želja, ampak zdaj si na glas povedal. No. Dušan in Martin, najlepša hvala za obisk, še enkrat čestitke iz srca in pa naj gre krivulja rezultatov še kar tako naprej navzgor. Hvala. Hvala lepa. Tako, s tem zaključujemo prvi del središča, po oglasih pa sledi še drugi, ko bomo govorili o košarki.
Gradite, prenavljate. Strokovnjaki iz Cinkarne svetujejo. Po čem prepoznamo kakovostno lepilo za keramiko? Pri polaganju keramike je potrebno izbrati dovolj kakovostno lepilo, ki bo med drugim zagotovilo tudi 100% kontaktno površino lepila in obloge. Na ta način pod ploščicami ne bo praznih mest brez lepila, kamor bi lahko zatekala voda. Za optimalne rezultate lepljenja svetujemo uporabo lepila Nivedur iz Cinkarne Celje. Za še več brezplačnih nasvetov in gradbenih nakupov na klik, obiščite spletno trgovino www.cinkarna-gradnja.si. SX4 S-Cross z 2-letnim brezobrestnim financiranjem, gorivom v vrednosti 800 € in zimskimi pneumatikami na platiščih. Suzuki Way of Life. Zemeljski plin iz ECE je vse, kar potrebujete za toplino vašega doma. Brez vezave, zajamčeno ceno in na skupnem računu z elektriko. ECE, energija prihodnosti. Urbani terenec z odličnim 4x4 pogonom in mali mestni okretnež sta vozili prilagojeni za življenje. Outlander posebna izdaja 6000 € popusta in Space Star že od 7990 €. Borza nepremičnin, nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Poslovne prostore z lastnimi parkirišči imajo na dostopni lokaciji nasproti glavnega vhoda v celjski sejem. Posredujejo pri prodaji vaše nepremičnine, svetujejo in odkupijo vašo nepremičnino, sestavijo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujejo ter še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. Takole pozdravljeni še v drugem delu središča tretjega polčasa. Zdaj bomo govorili o košarki, namreč v studiu se nam je pridružil trener Rogaške Damjan Novaković. Pozdravljeni. Lep pozdrav. Torej, začetek sezone bi se moral, začetek sezone državnega prvenstva začeti ta konec tedna. Vi boste poleg državnega prvenstva igrali še v pokalnem tekmovanju, pa v drugi jadranski ligi, ampak vse se ne bo vsaj zaenkrat začelo. Državno prvenstvo znova prestavljeno. Dajva kakšno besedo rečiti o tem. Je verjetno težko takole, ko ne veš, kdaj se bo vse skupaj začelo. Pa dobro, glede to, da je prvi krog odpovedan, bo verjetno potem treba te tekme nekam spraviti. To za nas zna biti problem glede na ta ritem sobota-sreda. Po drugi strani je jasno, brez da karkoli jaz povem, da je to velik minus za slovensko košarko. Ni moje, da ocenjujem, kdo je tu kriv in kdo ima prav in ne. Mislim pa, da morajo čim prej priti nasproti in rešiti te težave in začeti ne samo ligo NKBM, pač pa vse ostale lige, vključno s temi otroškimi oziroma od U9 naprej, se pravi, nič se ne igra, vse stoji, to ni dobro. Direktno vezano na nas, mogoče niti ni tako slabo, da ne igramo v soboto, saj imamo že od turnira v Mostaru in od tekme proti Ciboni poškodovane igralce in nekako ne spravimo nekega dobrega treninga, zato mogoče nas ne bo to veliko obremenjevalo. Tako da v sredo začnemo z prvim kolom ABA Lige 2 v Tivtu. Tudi nekompletni, ampak vseeno nekako upam, da v boljšem stanju kot zadnje dneve. Torej, začetek sezone za vas tik pred vrati, dobesedno. Kako ste zadovoljni samimi pripravami? Kar nekaj tekem ste odigrali? No, deloma sem odgovoril s tem, ko se pravim teh 21 dni nismo kompletni, smo brez Nikolića in Drobnjaka. Začeli smo sezono naravnost fenomenalno, komaj se sestavili, naredili 1 ali 2 treninga v kompletni postavi, odigrali na sjajni turnir v Rogaški proti CDVita in Gaziantepu. Na to je šlo vse po načrtih ali pa čez načrte do te tekme s Cibono, ko sta se pač poškodovala že prej omenjena Nikolić in Drobnjak, potem pa številne težave tudi z nekimi boleznimi in enostavno takrat, ko treniramo 5 na 5 so te prijateljske tekme, na treningu nam še ne ratuje, ampak dobro, to je šele začetek sezone in v nobenem klubu niso stvari idealne, tako tudi pri nas niso. Jaz upam, da bo Nikolić že od ponedeljka naprej pripravljen, medtem ko Drobnjak bo pač verjetno še 10 ali 15 dni odsoten.
Se pravi, boste verjetno na začetku potrebovali še nekaj časa, da se spet uigrate nazaj, da boste popolni? Ja, zagotovo se ne da primerjati ene ekipe v, ne vem, oktobru z ekipo iz prejšnje sezone iz maja, ki je pač bila uigrana, utrenirana, tako da po domače zidamo novo hišo, upam, da nam bo zopet uspelo in pač gremo korak po korak, tekmo po tekmo reševati težave, popravljati igro in tako naprej. Druga ABA liga pa bo nekakšna novost za vas. Dobesedno na Balkanu boste veliko igrali, že tudi veste, kdo bodo vaši nasprotniki. Kakšni so lahko cilji, oziroma verjetno greste tekmo po tekmo, ampak neke osebne želje pa verjetno imate? Ja, vsekakor nismo dajali v javnost neke cilje, niti se o tem posebej pogovarjali. Če generalno odgovorim na vprašanje najprej o ABA ligi 2, potem pa tudi o državnem prvenstvu, se pravi v tej prvi fazi, želimo biti konkurenčni. Če gledamo črno-belo, je za prve 4 ekipe Final Four, za zadnjo izpad. Realno, verjetno ne sodimo ne na drugo stran. Moj osebni cilj je, da se držimo sredine tabele. Če bo pa kakšna prilika, da se približamo tudi tej četverici, bi bilo sjajno, ampak v tem trenutku je izjemno težko oceniti kvaliteto ekip. Videli bomo, kaj se bo dogajalo. Zaenkrat se fokusiramo na tekmo v Tivotu in nič drugega. Medtem ko v državnem prvenstvu želimo priti med prvih 8 in to je vse, kar je pomembno v prvi fazi prvenstva. Saj smo že velikokrat videli, da je najprej prvi del prvenstva, ki se treba uvrstiti Ligo za prvaka, potem je Liga za prvaka, ker je treba priti do pozicije za play-off in potem tudi play-off, ki prinaša spet neki novi režim, tako da daleč je konec sezone oziroma daleč so te faze 2 in 3, tako da v tej prvi fazi želimo samo brez nekih prevelikih stresov priti v drugi krog oziroma v Ligo za prvaka. V državnem prvenstvu so ekipe kar precej kadrovale pred novo sezono, nekaj tudi novih ekip. Kakšno sezono lahko pričakujemo? Ja, mislim, da na prvi pogled zgleda enostavno priti v Ligo za prvaka, torej 8 od 10 ekip bodo igrali Ligo za prvaka. Po nekaj letih, mislim, da od 20 ali 12 zopet 8 ekip v Ligi za prvaka. Tako bi nekdo pomislil, da sej to je rešeno, ni treba niti igrati, ampak ko se pogovarjam tudi z drugimi trenerji ali pa ljubitelji ali pa tudi tistimi, ki spremljajo, težko bi bilo določiti se 2 ekipe, ki bi zdaj v tem trenutku bile outsideri in zagotovo ne bi sodili Ligo za prvaka. Tako da mislim, da bo zelo interesantno. Favoriti so verjetno tisti, ki imajo največ denarja, vedno to so na prvem mestu sigurno Krka, Olimpija, Primorska, tako tudi Helios. Mislim, da bomo mi tudi ostali tudi konkurenčni in da bo liga kljub temu, da gre 8 ekip po 10 v drugo fazo, izjemno izenačena in zanimiva in napeta. Pretekle sezone so bile za vašo ekipo zelo uspešne, nekakšno konstantnost držite iz sezone v sezono. Se da ponoviti tudi letos to? To je izjemno težko napovedati. Sem deloma že prej odgovoril, da se bo marsikaj zgodilo do tistih odločilnih tekem. Mi se bomo pripravljali, trenirali in seveda imamo željo zopet priti koliko daleč se da. Po drugi strani bi bila recimo ena sjajna sezona, v kateri bi dosegli sredino ABA lige, ob tem prišli med tiste prve 3 ekipe v slovenski ligi, kar bi nam zagotovilo zopet nastop v ABA ligi 2 v prihodnji sezoni. To bi bil en tak zelo lep uspeh, ob tem pač pokalno tekmovanje, ki prinaša vedno zanimive zgodbe. Tam se bo vse zgodilo na hitro, tudi tam imamo ambicije, bomo pa videli, kako bo. Torej, tekem bo za vas v letošnji sezoni resnično zelo veliko in tukaj se bo verjetno tudi pokazala širina. Ja, če imaš ekipo kompletno in zdravo, potem imaš dovolj igralcev, ko se pogovarjamo o naši ekipi. Že na začetku imamo težave in smo pač na 7 igralcih, plus mladinec Vujačić, lanski kadet in 2 igralca poškodovana. V takem stanju zagotovo ne bomo zdržali. Če bi zdaj jaz imel možnost, bi si pripeljal še enega visokega igralca, ampak o tem še nismo govorili in tudi verjetno en čas ne bomo. Jaz upam, da se Nikolić in Drobnjak čim prej vrnete in da bomo imeli čim več sreče z poškodbami in virozami in da bomo čim več tekem kompletni in v takih sestavi z 10 igralci bomo zagotovo zmogli na 2 frontih. Če bo pa poškodb veliko, potem seveda problemi in bomo pač ukrepali sproti, ko bomo videli, kaj se bo res dogajalo.
In pa želja verjetno tudi v novi sezoni, kot že v preteklih, na vseh domačih tekmah vas spremlja številno občinstvo, tudi v novi, da pridejo na vsa 3 tekmovanja, v katerih boste igrali. Jaz upam, da bo dvorana polna, kar ni enostavno. Zraven zgornjih tribun, ki so bila lanska novost, kolikor vem, se je novembra zmontirajo tudi montažne tribune za koši, se pravi kapaciteta je zelo velika, kraj je mali. Jaz upam, da bomo svojimi igrami, obnašanjem na terenu pritegnili čim večje število publike in vemo, da če bo vse normalno, mislim, da je prva domača tekma Split doma, to se pravi 18. oktobra in jaz upam, da bo bivši evropski prvak pritegnil veliko število gledalcev in da se bo v Rogaški naredila ena prava atmosfera, ki nas bo spomnila na finale lansko ali pa finale pred 2 leti, 3. No in prav ta druga jadranska liga, če tudi je druga, bi morala biti magnet za vse. Pa jaz mislim, da zagotovo bo magnet, vseeno smo v košarki bolj obrnjeni bivši jugoslovanski košarki ali pa košarki Zahodnega Balkona, kakor zdaj nekateri radi rečejo, bolj kot tekme proti Čehom, Avstrijcom, Slovakom, ki smo igrali lani ali pa Adria Cupu in mislim, da bo ABA Liga 2 obiskana prav tako kot ABA Liga 1, da nekih velikih razlik v številu gledalcev ne bo. Damjan Novaković, hvala za obisk, predvsem pa brez poškodb. Enako, hvala. Tako, s tem pa tudi zaključujemo nocojšnjo oddajo. Hvala, ker ste bili naša družba. Vidimo se spet prihodnji petek ob 20.